vsaka šola je sicer specifična, so pa določene stvari, ki so nam vsem skupne. Tisti dve zadevi, ki se pojavljate na obeh šolah, sta, da v vključitvi v osnovno šolo učenci Romi zelo slabo govorijo slovenski jezik. Druga pa je, da nekje v drugi, tretji triadi začne prihajati do slabšega obiska in pogosto tudi takrat učenci zaključijo šolo. To je nekako tiste dve težavi, ki sta najbolj pogosti, sta skupni vsem šolam, ne samo v naši okolici, ampak širše v dolenjski regiji. Nekatere rešitve se nam tu ponujajo na sistemski ravni, torej šole, ki imamo romske učence, glede na število romskih učencev, lahko dobimo dodatno strokovno pomoč, pa ugodnejši normativ pri oblikovanju oddelkov. Potem na lokalni ravni določene oblike pomoči, kot so zaposleni preko javnih del, ki izvajajo pomoč na domu učencem, pa tudi na državni ravni, tu se povezujemo predvsem z Uradom za narodnost in pa z romsko skupnostjo in z njihovimi predstavniki iz Prekmurja, ki so v bistvu začeli v zadnjih 2-3 mesecih obiskovati Rome v naši občini. Zdaj, konkretno, če se osredotočim na naselje Gazice, Peter je že zelo lepo opisal, Peter z njim živi fizično, jaz pa z njimi bolj skozi to šolo, na kateri delam. V naselju, moram samo še dodati, Peter, je zaznati, da precej moških je zaposlenih, kar je zelo spodbuden podatek in veliko njih tudi izraža željo potem, da bi se zaposlilo. Potem pa pridemo seveda do te težave, nima izobrazbe. Torej pomeni, da so zelo težko zaposljivi oziroma se lahko zaposlijo sezonsko ali na slabše plačanih delovnih mestih. In potem pridemo spet do tega kroga izobrazba nazaj do nas, do šole. Mi tu vidimo kot eno od najbolj pomembnih rešitev to, da se začnejo romski otroci vključevati v program predšolske vzgoje. S tem bi jim ob vstopu v osnovno šolo nekako zagotovili poznavanje slovenskega jezika in pa tudi nekako vcepili to idejo o tem, da je potrebno vsak dan nekam iti, se družiti z drugimi ljudmi, se vključevati in imeti vsak dan neko obveznost. Tu imamo zelo dobro priložnost trenutno v obliki krajšega programa vrtca. Ta je za vse brezplačen. Tako da smo se na naši osnovni šoli angažirali, odšli nekajkrat v naselje in dejansko pridobili tiste starše, ki želijo otroke vključiti v vrtec. Zdaj imamo v rednem vrtcu vključene 3 otroke, kar je 3 več kot kadarkoli prej. Za skrajšen program pa imamo z januarjem 7 otrok vključenih. To pomeni vse skupaj 10 otrok, ki bi obiskovali vrtec. Do tega je prišlo samo tako, da smo navezali osebni stik starši, ki živijo v romskem naselju in pa tudi v vaseh okrog, torej to je na Vini vrh, Zasap, Brevi in pa Krška vas. Težava, osnovno, zakaj niso prihajali k nam vrtec, je bilo dejansko to nezaupanje in nepoznavanje tega, kaj se sploh v vrtcu dogaja. Torej, enkrat, ko smo uspeli izpostaviti ta stik, to je pomenilo kar precej osebnih srečanj med menoj in mamami, smo dejansko pridobili njihovo zaupanje in mi to vidimo kot res en velik korak naprej v pravo smer. Prepričani smo tudi, da bi na ta način, se pravi, da bi z vodnim vključevanjem v neke sistemske oblike izobraževanja spodbudili pri njih ta občutek, da je hoditi v šolo nekaj dobrega in zaželenega in tudi nek pogoj za to, da se lahko aktivno vključuješ na trg delovne sile. To, kar ste na začetku govorili o številu priseljenih, tudi to prepoznavamo mi na šolah kot zelo velik problem. Dejansko nimamo nekih podatkov o tem, kje živijo Romi in na katerih naslovih vse so prijavljeni. Celo v centralnem registru so prijavljeni v Gazicah, recimo učenci, ki že 2 leti ne hodijo v našo šolo. Tako da tu opažamo en velik manjko teh podatkov, ki bi pomagal vredno tako nam na šoli, pa tudi drugim institucijam, kot je CSD ali pa policija pri lažjem iskanju stikov in pa ugotavljanju, kje dejansko ljudje živijo. Za konec bi želela samo dodati, da na samih šolah nekih nasilnih pojavov ne zaznavamo. Torej, nasilja fizičnega med učenci ni in ne odstopa kakorkoli drugače, recimo, če primerjamo z ostalo populacijo. To je v bistvu tudi za nas en dober znak in tudi druge romske skupnosti
torej iz Prekmurja, so mi povedali, da v bistvu je naša romska populacija, predvsem tiste, ki živijo v Bezicah in v Brežicah, ki so v osnovni šoli, da smo lahko srečni, da imamo te ljudi, ker so jih prepoznali kot odprte in pripravljene sodelovati. Jaz se pridružujem tem mnenju, vendar pa je res potrebno tudi od njih jim jasno predstaviti svoje zahteve in svoje pričakovanja. Torej, da ko se odločijo, da otroka piše v šolo, da otrok mora hoditi v šolo, ko se odločijo, da bo otrok hodil v šolo, da mu morajo kupiti potrebščine in tudi, da ni dovolj samo, da 9 let hodi v šolo, ampak da končajo 9. razred.